Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane novinarke, novinarji in ostali predstavniki medijev ter vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri želimo nekoliko podrobneje predstaviti uredbi, ki jih je vlada sprejela na včerajšnji dopisni seji. Zato so danes z nami minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, direktor Komunale Trbovlje Igor Glušič in direktor energetike Maribor Boris Novak. Minister, izvolite, da pojasnite svojima sogovornikoma, kaj vladni ukrep pomeni za višino položnic za posamezna gospodinjstva. Hvala lepa za najavo. Kot je bilo na kratki najavi napovedano, je vlada včeraj na dopisni seji zelo hitro ukrepala. Bili smo namreč opozorjeni, da naši vladni ukrepi, ki so bili že sprejeti tam davnega meseca oktobra, mislim, da je bil 27.10., kjer je vlada zamejila vhodni energent, vhodno gorivo, zemeljski plin, z misleč, da bo to dovolj dobro delovalo na končne maloprodajne cene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja. Hkrati smo želeli tudi določen del bremena tudi razdeliti na same sisteme daljinskega ogrevanja in pa na lokalne samouprave oziroma občine. V velikem delu smo uspeli, cene toplote so konkurenčne, so zamejene in so cenovno dostopne. V nekaterih delih sistema daljinskega ogrevanja Trbovlje, Maribor, Nova Gorica, ravno na Koroškem, pa vendarle je bilo v preteklosti kar nekaj odločitev bilo takšnih, da ta ukrep ni bil dovolj močen. Zato smo morali iti k dodatnemu ukrepanju in bili smo tudi upozorjeni od kolegov, imeli smo sestanek zelo hitro prejšnji teden, analizo stanja in pa seveda čez vikend smo pripravili uredbo, zato da hitro in učinkovito ukrepamo in da prebivalkam in prebivalcem teh delov Slovenije omogočimo tudi znosno ogrevanje. To je bil vedno cilj naše vlade, da ukrepa hitro in učinkovito in da zameji ogrevanje pred zimo in tudi tekom zime. Sama uredba, ki je bila včeraj sprejeta, zamejuje variabilni del cene toplote in hkrati tudi onemogoča prelivanja stroškov na fiksne dele ostalih tarifnih postavk, tudi ostalih odjemnih skupin, in sicer zamejuje ceno navzgor na 98,7 evrov na megavatno uro. Obstaja nekaj sistemov daljinskega ogrevanja, poleg teh, ko sem jih omenil, tudi še ostali, kjer so mogoče malo na to mejo. Vemo pa, da so povprečne cene vseh sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji gibljajo od 45 evrov na megavatno uro do 160, tako da je ukrep vlade tukaj prihaja na spodnjo polovico. Pomembno tudi poudariti, da ta ukrep velja od 1.1.2023, računi še niso izdani, skladno z dogovorom z obema direktorjema in tudi s predsednikom sekcije daljinskega ogrevanja bodo tudi ostali sistemi daljinskega ogrevanja se temu prilagodili, da bodo spoštovali ukrepe vlade in pa to uredbo. Ključno pri tem je, da dodaten apel tudi na poslovodstva, tako energetiko Maribor, v tem primeru gospoda Novaka, ki je na moji desni, na levi strani gospod Glušič, direktor Komunale Trbovlje, da tudi sami pridejo s programi še za določene ranljive skupine, kateri imajo mogoče slabo izolirane domove ali pa so povišani stroški prekomerni, da s svojimi programi pristopijo do teh odjemalcev in tudi seveda lokalne skupnosti pomagajo pri tem, tako kot so tudi ostale lokalne skupnosti pomagale dopolniti vladne ukrepe. Pomembno je tudi to, da smo za to uredbo to zimo naslovili ceno toplote za vse odjemalce. Uredba velja do 30.4. In upam, da bo naslednjo leto tovrstnih zamejitev navzgor manj potrebno, zgolj zato, da se pravočasno pripravimo na naslednjo zimo. Toliko mogoče zaenkrat. Ja, vlada je izdala tudi uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov. Kaj ste s tem želeli sporočiti javnosti in nekako priskočiti na pomoč pri tem nakupu?
Tudi to uredbo smo včeraj na dopisni seji sprejeli. Gre za nek način izvedben podzakonski akt, ki sledi zakonu o interventnih ukrepih, zato da bo lahko Borzen d.o.o., gospodarska javna služba, lahko izvajala subvencije za lesne pelete, za fizične osebe, torej vsi tisti, ki so lesne pelete kupili za ogrevanje od 1. septembra do 31.12.2022, da se jim bo povrnen del stroškov. V samem zakonu smo to na zakonski ravni že ustrezno normirali. V podzakonskem aktu, se pravi te uredbi, ki smo jo včeraj sprejeli, smo pa dodatno določili način izplačila, podrobnejše smo določili pogoje glede dokazil, glede izplačil, ki jih morajo upravičenci seveda izkazati pri svoji prijavi. Podrobnejše smo tudi določili vsebine spletne aplikacije. Vesel sem tukaj, da so na Borzenu, torej gospodarski javni službi, se pravočasno pripravili in pripravili popolnoma digitaliziran proces, ki bo hiter in bo tudi bolj učinkovit. Hkrati smo pa tudi zagotovili, da vkolikor manj vešči digitalnih in pa informacijskih vsebin, da bodo lahko tudi tisti odjemalci oddali svoje vloge na klasičen način. Poudarjam, da en mesec od sprejetja uredbe, če je bila uredba že objavljena v Uradnem listu, mora Borzen pripraviti to aplikacijo in pa pogoje za prijavo za upravičence. Najlepša hvala, minister. Zdaj vabim k besedi direktorja Komunale Trbovlje, gospoda Igorja Glušiča, kjer so bili prebivalci med najbolj vznemirjenimi nad višino položnice. Predlagam, da jih zdaj malce pomirimo s tem vladnim ukrepom. Tako je. V Trbovljah so se soočili z izredno visokimi cenami ogrevanja že v sredini lanskega leta. V preteklih 5 mesecih smo z intenzivnimi ukrepi poskušali in izvedli vse, da smo začeli zniževati ceno ogrevanja. In najprej bi se želel na tem mestu zahvaliti ministru in vladi, da so v tako kratkem času prisluhnili dejanskim problemom, s katerimi se soočajo naši uporabniki v gospodinjstvih in našli rešitev, ki bo v dobrobit vseh. V Trbovljah izvajamo vse obvezne in izbirne občinske gospodarske javne službe, kar pomeni, da občani na položnicah poleg storitev ogrevanja in tople vode prejemajo tudi račun za vse ostale storitve, ki predstavljajo dobršen del vrednosti same položnice. V mesecu januarju smo napovedali zaradi razmer na trgu in pozitivnih učinkov, ki jih je prinesla uredba oziroma ukrep vlade o zamejitvi cene plina na nabavni strani za gospodinjstva, da lahko dodatno znižamo cene ogrevanja. Navkljub temu smo opazili, da bodo zaradi nižjih temperatur računi za občane višji, zato smo obljubili in bomo tudi ne glede na ukrep, ki ga je vlada sprejela, dodatno dali vsem gospodinjstvom v Trbovljah za mesec januar popust 15% na ceno ogrevanja. Potrebno je poudariti, da od približno 4000 gospodinjstev, ki jim v Trbovljah zagotavljamo storitve ogrevanja, približno 87% vseh gospodinjstev plačuje na mesečni ravni stroške ogrevanja in priprave tople vode v višini do 200 evrov. Izpostavljeno je bilo, da so določeni uporabniki, ki imajo res visoke položnice, preko 300-400 evrov, teh je pri nas cirka 2%, in se je potrebno, smo se že in se bomo skupaj z občino, s katero odlično sodelujemo, bomo naslovili in jih pozivamo, da se obrnejo tako na občino kot na nas za pomoč. Na eni strani za nepovratno pomoč za tiste socialno ranljive skupine in na drugi strani za vse tiste, ki ne zmorejo plačilo v tako kratkem času, da jim ponudimo obročno plačilo. Po naših ocenah bo znižanje zaradi ukrepa vlade na primerljivem stanovanju 70 kvadratnih metrov za 3 osebe v izoliranem objektu približno 34 evrov na položnici za postavko ogrevanja. Treba je tudi poudariti, da velika večina uporabnikov v Trbovljah koristi storitve tako ogrevanje kot tople vode in oboje skupaj prinese stroške oziroma zneske, ki so v današnjih razmerah za občane
težko sprejemljivi. Torej, še enkrat pozivamo vse občane, da se obrnejo tako na občino, na mehanizme, ki jih je občina izpostavlja in jih ponuja občanom, tako tudi k nam, da se obrnejo po pomoč. V prihodnem obdobju pa smo že pričeli in bomo organizirali tudi svetovanje, kako naj občani ravnajo, da zmanjšajo stroške ogrevanja v večstanovanjskih objektih, kjer niso odvisni izključno samo od njih samih. Najlepša hvala. In kako bo v Mariboru, kakšna bo cena na položnici, nam bo predstavil direktor energetike Maribor, gospod Boris Novak. Hvala lepa. Ja, uvodoma bi najprej moral povedati, da sprejetje včerajšnje uredbe pomeni dvoje. Prvič poudarek in pa seveda zavedanje, da je Vlada Republike Slovenije še do nedavnega Ministrstvo za infrastrukturo, konkretno minister za infrastrukturo, po novem poimenovan drugače, sledil našim pobudam, tudi temu, kar smo nakazali, da so problemi v samem Mariboru, in seveda na ta način pokazal, da je Vlada Republike Slovenije in konkretno ministrstvo, resorno ministrstvo odzivno na, ko govorimo o naših specifičnih problemih. Drugo, kar pa je seveda želim poudariti to, da včeraj sprejeta uredba pomeni, primerjalno gledano, če smo se v Mariboru zavedali, da stanovanje v kvadrature 53 kvadratnih metrov bi bilo brez ukrepa vlade, bi položnica znašala 145 evrov, bo po novem znašala le 109 evrov. In pa za stanovanje 69 kvadratnih metrov, če je bila prejšnja položnica 185 evrov in 90 centov, bo po novem ta 140 evrov. Torej, precejšen razkorak. Verjamemo, da bomo aktivno sogovornik z vlado še tudi naprej in da seveda vse to, kar nas čaka v letošnjem letu, da nam bo uspelo tudi uspešno prebroditi to, kar so pač ključni izzivi. Hvala.